Jaz sem spet nazaj usedel. Zadnjice je malo čudo ni šlo, ne? Pa če se imamo tako naprej. Prišla je pomlad, kot ste opazili v Domžalah, pospešeno kurmo suhe veje in ostalo drače, da fajn smrdi. Polivamo vsi sorte polivke, omake in druge stvari po poljih. Ampak predzadnja razstava letošnje sezone je tukaj in med nami je razstavljavec Jurij Kalan, renomiran slikar, slovenski slikar, s katerim bova zdaj spregovorila par besed o slikah, ki ste si jih lahko že ogledali. Tako da, evo Jure, mikrofon je vse cena. Ne, vse, a je v redu. Ja, super. Najprej bi se zahvalil, da nam pol pozabil, da me je povabil, da rokle razstavljam. Hvala. S veseljem še kdaj. Ja, preden naju, rekel, odnese, tako, kot nas ponovadi na pogovorih odnaša, ne. Že dolgo v resnici nismo postavili domžalskega vprašanja. In domžalsko vprašanje je, kaj je umetnost? Ne vem. Okay. Tukaj si hitro pasiral, tako da, ja. Tvoje slike so zapletene, oziroma so v resnici ena sama podoba. Zdaj pa mene, pa publiko recimo tudi zanima, kako si ti v to vstopil? Kje? Mogoče ne na akademiji, mogoče kje drugje, na kakšen način, zakaj si se takrat v tistem času to odločil in zakaj to še vedno počneš? Ne vem. Ne, to enostavno, sploh se ne sprašuješ o tem, ampak to so stvari, ki tebe najdejo, ne ti njih. V bistvu je to čist, ne vem, tako ko živiš, te tole najde in gre s tabo naprej. Ja, tako kot naše življenje. Tako kot naše življenje, pa da je. Se ni hodilo. Glej, v spremnem katalogu oziroma zloženki sem napisal par ugotovitev, nekaj sem modroval noter v perspektivi, o zvitem prostoru in tako naprej. Ne. Zdaj, da ne bo ostalo pri tem, da to pač takole pride. Ne. Seveda se moraš za take stvari odločiti, ne, na nek način. Na kakšen način boš nek prizor, ki si se ga odločil naslikal. Najprej ti moram reči, da jaz, ko sem tisti tekst prebral, sem rekel, mater, takole bi jaz mogel slikati, ne tako, ko slikam. A veš? No, tako. Kako si pa jaz odločil? To, kar začneš delati, včasih vidiš takole prizor in rečeš, ole je zanimiv. Vsaka stvar je zanimiva v bistvu. Jaz, ko tebe gledam, mater si zanimiv, lej. Komodni. Ja, lej, vse, tako, sam uzreš se okoli in pač enkrat rečeš tole, pa, ne vem, odloče se zdaj, pa čist simbol, ali pa fotko, no, lej. No, ampak... Sam odloče, sam delati je treba začeti. Delati je treba začeti. Ok, to se pravi, delovna disciplina, osnovna pot povsod. Ja, to. Malo si treba vred brcen, tako pa gre, ne. Super. Opažam zanimive detajle na slikah, ne, kot sem že tudi v katalogu napisal. Ne. Tamle, imamo člana naše današnje družbe tukaj, ne, ki na tiste sliki sega po kos štrudla. To se je meni zdelo tako fajn. To zaradi tega, ker tudi jaz na isti način, mogoče tudi ti boš povedal, na isti način, a veste, najprej pošacaš tam, gospodinja prinese pladen štrudlom, ne, in pošacaš, kjer ti najbolj ustreza, ali s krajčkom, ki ima skorico, ki ima manj file, pa več testa, ali ki je naphan
z jabolki in skuto in dobrotami in tako naprej. No, ampak, da nam zdaj ne kladal tukaj predolg, to te itak pogledali, kako in kaj je. Ti prizori so, kot da mi zdaj ta večer v resnici praznujemo. Tole so nekako rojstni dnevi, pa praznovanja, dobro, v polovici primerov. Kako to? To pa tako, jaz sem velik pesimist. In edin takele stvari Dobro bolj spravili. Ja, so tako malo pozitivne, veš, malo druženje, pa to glede na vse to situacijo. In zdaj, če bi pa jaz to, kar mislim, veš, vse te misli, da javna slika, jaz ne vem, ko bi bilo pol... A mogoče, v tistali sliki, kaj tam Siko pa Nataša stojita, kaj tale nadvoz, oziroma pod mostom. Pod mostom, to je v bližini tvojega doma, ne? Slika je, rekel en tak spomenik postindustrijskemu času, recimo. V resnici je tam ena taka industrijska pokrajina, ki je pa naslikana zelo lirično, ne? Oziroma tistle pes, vaš pes, ki je šel v nebesa pred kakšnim mesecem, ne? Tamle veselo skače po vodi in refleks se noter fajn vid, ne? In ni drugih podatkov gor, kot, mislim, ni avtomobilov, kamionov, ne vem kaj, ne? No, kljub temu vemo, da je to ena taka komunikacijska žila nad vsem tem, ne? In da ta prizor, ki hoče biti mogoče še malo naraven, oziroma ki slika psa, kako tam neki ga svira, ne? Oziroma, oba psa se mi zdi, ne? A je to mogoče kaj s tem pesimizmom povezano? Oziroma, ta izbira tega nadvoza, no? Mogoče pa res, lej, tu še kaj odkril tukaj. Presenečen? Ja, ne vem, lej. Še samo. Mogoče pa res, ja, to, ampak mislim, da niti ne, ker nisem to težo tako težko naredil, veš, nekaj mostu, a veš, sem se pomatral, da je bolj zračno, ni, da ti pritiska nate, a veš, sem pa tudi biti tako sproščen, ker sta psa. Si malo pogledal pri dimenziji, pri višini? Ne. Ne. Nič bolj fajn, ja. Dobro, no, ampak, lej, če pogledava sliko, ki je tukaj za vogalom, ne, to se pravi je nevidva, ne. Tale, ta dolga, ta visoka, ne. Tisle je v resnici ena taka preferirana konstelacija, ne. En tak zakrivljen prostor, celo še perspektivičen zraven, ne. Kaj bi pa na to? Kako pa to? Kako ti to narediš, ne? Čisto po otroško? Ja, čisto po otroško. Takole stojiš in ne gledaš sam takole, ampak malo dol pogledaš, malo takole, pa malo naprej in to je to. Ste slišali? A veš, ne, če ti takole gledaš, vidiš to, če pa dol pogledaš pa čevlje, pa narišeš čevlje, pa takole gledaš. Simpel, če. Ja, simpel, ja. Dobro, gledajte, danes je večer razkrinkavanja Jureta Kalana. Sej, lej, tako je, ja. Sej nimaš drugih stvari, lej, v bistvu je zelo težko, no, slikati tako, kot hotel, zato meni to ne rata še, no. Ampak, sej, lej, nimaš drugih stvari, portret, je rekel Hokni, pokrajina, pa še tihožitje, to je pa tudi vse, kar lahko delaš. To je, mislim, zelo malo izbire imamo, no, v bistvu. Ja. Hokni jaz si omenil, dobro, pa še bi kakšnega zraven lahko tudi uštulali, ampak, ok, pustimo to. Meni se zdi, ne, ali pa, ko sem jaz strmel v te slike in razmišljal, kaj bom napisal, ker se je pač bližal datum, ki treba dati besedilo za zloženko, ne. Sem kar naenkrat bil presenečen, kako sem ugotovil, da je na kakšnih slikah v sredini, to se pravi na uni najmočnejši poziciji, ne, včasih najbolj blesava minorna stvar upodobljena. Imaš pa pol levo pa desno od sredine reformata, recimo, ne? Recimo na unari sliki, je pes tako... Žalostno gleda. Mislim, vidiš kako šaca, ali bo mogoče še kaj padal, ali ne. Tako da, v resnici je slika ta prizor med
pasimi očmi in Bojano, nek vmes se nekaj dogaja, ampak tega pa ni naslikanega. Ampak točno vemo, zakaj gre. Tukaj se mi zdi, da imaš ti eno tako mojstrovino noter, skrito, ne. Ko si rekel, da je težko slikati, ne, pa v resnici zgledati, ne. Ne vem, kaj ti rečem. Ja, komentiram. Robovi so važni slike, ne? Aha. Ja, lej, No? ponavad, pa vem, kako bi to rekel, ja, vse je važno, tudi center, tudi če ni nič not. Dobro, ampak najprej si omenil robove, ne? Ja. Kje pa začneš najprej slikati? Na robovih ali na sredini? Ali posod? Ali kako? Posod je težko, recimo, tako veliki. Čisto odvisno. Tle ni pravila. Ni pravila. Začneš, nek moraš prvo packo rukant gor. Dobar. A ne? Kako te je zanesel v les? Čisto slučajno, ko so žagavali tiste veje, in pol dobiš v roko eno mehno vejco in pipec in sem začel tako rezati. Najprej tako 1, 2, 3 in pol veselje dobiš, tako sproščevoče je bilo. V bistvu je bilo to bolj zaradi sprostitve. Tako, veš, ko se slikaš, se tam zajebavaš, pa te matra, pa ti ne gre, pa se malo sedeš, pa malo režeš, pa je fletena, veš. No, tako, pa to en čas delaš, pa začneš že to matrati, veš. Pa to ni v redu, pa ni v redu in greš pa na večje in tako naprej. A te bolj recimo kdaj za sprostitev od pipcanja odnese v sliko? K čopiču? Tudi in obratno. Zdaj ta sprostitev ni več taka sprostitev, ki me že vse boli v bistvu. Tega, veš, ni. Ja, no, seveda. Ampak tako si pa začel čist slučajno. No. Še dobro, da ne obrazujejo kamna, recimo, spomladne. Ali pa jesen. Sej sem v kamen tudi delal. To je bilo pa tudi čisto slučajno, ker sem v Savi najdel, recimo, zanimive kamne, pa je bil žino zgor, pa spol sam malo popravil, veš, in pa spet dobiš vesele, pa... Ja. Tako narava ti da v bistvu vse, ne. Najdeš, ne? Ja. Najdeš. Hodaš pa najdeš, če imaš odprte oči. Kdo so te na podobah? Oziroma, kdo so podobnici? To so družina pa prijatelji kot mene. Se mi zdi, da si ti zelo v središču. Gledam stvari, ki jih najbolj poznam. Mislim, to, ki me obkroža, zdaj, kačem zdaj. To je zelo fair, ja. Resnici. Ja. Pa malo se pomatraš, da ni želil do drugih, če jih že uporabiš kot model. Mislim, ne pomatraš. Tako je, no. Ja, fajn. Tudi za nama, no, ali pa za mano, ne, je v resnici en prizor, ki se sam malo premaknil v času. Kaj ti pomeni, odkot ali pa zakaj si naslikal, recimo, eno sekvenco, pa drugo sekvenco, med njima je pa, ne vem, par sekund ali pa neki 10 sekund, ali pa minuta, pa se ni važen, ne, ampak tako opaziš, ne, da je ista ulica, isti ljudje, samo drugače kvavijo. Sam drugače postavljaju. Ja. Mogoče malo stripovsko to že, no? A veš, tako ena slikca, druga slikca, tako nekaj se na v tej ulici zgodil. A kar pa vem, to kar narediš. Ja, no, ampak je fajn, ne, jaz sem dolg časa tudi strmel. Včeraj smo postavili razstavo, ne, in se prav pa na tole fokusiral in sem rekel, spet tisti neki, ne, tam, tako kot med psom in Bojano, ne, tukaj nekje ena taka sopara v zraku, ne, teh otrok ali pa mogoče en von poznega ali pa predvečera, ko je šli otroci malo noter še malo na domačo nalogo narediti, pa je ta prišel na pločnik prekontrolirati, kaj bo. Kako je, kakšno je stanje? Ja, točno to. Ja. Ampak največkrat delaš tako, da še sam ne veš, zakaj. Pa pol, kaj so stvari narejene, pa lahko postaviš v odnose, pa bolj študiraš slabše, se mi zdi, no. Ja. Preden delaš, veš, mater imaš načrte, pa lej.
Bož, da imaš manjše, pa pol sprot. Pa te odnese noter, in pol zdrsneš. Pol loviš tist, kar moraš loviti, no. Neulovljivo bi rekel, no. Ja. Ni mi zmanjkalo vprašanj, ampak ne, zdaj nimaš več preme in vse je v redu. Tele termale slike. To je tako kakšen, ne vem, fermer, sam da je modre. Modre barve. Kaj bi bilo res tako, ja. Dobro, če tukaj pogledava, ne, ali pa iz stolišča, ne. Ja, ampak zakaj pa recimo naprem tem velikim formatom ali pa tem spotegnenim, vodoravnim in tako naprej, enkrat taka majhna slika, ali je to skica, ali je to nekaj drugega od tega? Mislim, da jaz sploh ne delam razlike zaradi te velikosti. To je isto, no, isto. Mogoče je malo bolj študijsko, ampak, kaj pa vem, isto je portretek. Portretek? Ne delam, da veste. No, ampak vsem si se moral odločiti, da si to naredil. Pod tem portretom se ti punca v isti pozi. Zdaj. Skoraj, ja. Ja, skoraj isti san, da telefon ima srebra in je podijoče. In se pogovarjata in gledate in tako naprej. Zelo veliko imaš tega, recimo, da na uni sliki otroci v vrst sedijo in vsi tapkajo telefon. A to je pri vas zelo pogosto. Mislim, ali je to kar skozi? Zdaj se mi zdi, da je to taka epidemija postala. Skozi. Sam še cucki nimajo telefonov in to. To je skozi. Pa ne moreš pobrati, kaj pa bi bil pa zjanje. Ja. Ne moreš le, vsak čas gleda, da ima svoje, ne vem, svoje igračke. Ja, okrog katerih se pa vrtimo in tako naprej. Ja, super. Usporedno s to razstavo, nedaleč nazaj, razstavljaš tudi v mestni galeriji. Na razstavi Telesnost, ki si jo bomo z galerijo na Potepu v soboto, lepo vabljeni, tudi ogledali. Nekaj si bil jezen, oziroma slabe volje, ne? Da so ti nekaj že ukradali. Kako? Da je malo to povej. To so to nosno. Koliko se je to zgledalo? Ne. Tako je postavljena stvari, so takele kipci, no, in so tako postavljeni, da tako kot bombončki, no, pa kdo kakšnega sname. Ne vem, da se zgodi. Ja. Mislim. Vsako spomlad obrizujejo drevje in materijale dosti. Sploh zdaj, ko je bil žled, jaz imam tega zdaj. Zelo ga. Je prišel prav, ne? Ja. Tudi za kaj, no? Itak. Super. Ja. Tukaj so midva nekako tematiko izčrpala. Jaz se ti zelo lepo zahvaljujem, da si prišel, da si izbral vse tole, raven prav si prinesel. Včeraj, ko ste pripeljali slike, je bilo začetka še malo dileme, je preveč ali premalo, tako naprej, ampak razstava je zelo fajn. Zelo hvala nekaj. Hvala publiki. Jaz vam moram še malo za reklamo povedati, ne, da v soboto gremo z galerijo na Potepu v Ljubljano. Letos ne vem, kaj je to, ampak neki po domačih galerijah tavamo. Ne. To pa zaradi tega, ker je veliko zavidel. Skratka, ogledali si bomo Andraža Šalamuna v Moderni galeriji in razstavo Telesnost v Mestni galeriji. Kaj več pa v soboto. Povedati moram tudi še, da bo delavnica za otroke 25. marca tukaj not v galeriji na temo slikarstva in kiparstva Jureta Klana. Mislim, da je od EPP-ja to vse. Povabim vas seveda tudi še na zadnjo galerijo na Potepu, ki bo zelo kmalu, to je 8. aprila. In sicer se gremo potepati v Kostanjevico na Krki.
Jaz nisem, dolg časa sploh nisem vedel, ne. In polka sem videl, nisem mogel verjeti, da imamo tam praktično eno tako galerijo, kot je Albertina na Dunaju, kjer smo redni gosti 2-krat letno, ne. To je neverjetno zares. No, ampak da ne bom preveč nakladal. 8. aprila, Kostanjevica na Krki, Dušan Tršar, retrospektiva, kiparska, odlična razstava, sem že videl, že skoraj vse stoji, nekaj sem celo restauriral, pripravljam tako naprej. No, ogledali si bomo tudi še eno zelo skrivnostno zbirko, ki jo je podaril ali pa posodil samostan iz Pletari, tej isti galeriji Božidarja Jarca. O tistem bomo še kaj povedali, pa malo se bomo sprehodili po mestu, ja. In to bo to. To bo tak prijeten zaključek letošnje sezone, tudi galeriji na poteku. Tako da, evo, hvala publika, da ste prišli. Pravzaprav imam samo še eno prošnjo ali pa zanima me, če je prišel kakšen likovni pedagog na današnjo otvoritev. Hvala lepa, da ste prišli. Jure, čestitam. Jure, hvala. Ja, Jure. Hvala. Razstava je odprta, zdaj pa rajanje, pa večerna malca, vabljeni na druženje. Moram pa še poputno pogledati, da vidim, kjer so gor slike.